Minister Ver, to je zdaj četrti aneks kolektivni pogodbi in pravite zreli boške kampanje. Ja, tako je. Pričakujem, da bo do konca maja podpisane vse kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev. Morda po pesimističnem scenariju bo kakšna manjkala, ampak velika večina bo pa podpisana in to bo omogočilo prehod na nov plačni sistem v javnem sektorju s septembrom po, lahko bi rekel, kar enem desetletju prizadevanj za enoten, pregleden in pravičen plačni sistem. Bo torej mogoč sukcesiven nastop, glede na to, da se lahko zgodi, da nekateri sindikati ne bodo podpisali aneksa? No, vlada bo na vsak način zaščitila pravice tistih zaposlenih v javnem sektorju in tistih sindikatov, ki bodo dogovor dosegli. Nikakor ne bomo pristali na to, da bi bili talci, da bi bilo, ne vem, nekaj 10.000 ali pa 100.000 javnih uslužbencev, da bi bili talci enega ali pa dveh sindikatov, ki morda ne bosta dosegla dogovora do konca meseca. Kako pa komentirate to dejstvo, da v bistvu so bili novinarji RTV-a v zadnjih letih toliko podhranjeni, recimo proti drugim, slišali smo, 28% se bo povprečno dvignil z učitelji? 17 v bistvu bo povprečno dvignil. Dobro, ampak osnovni plač. Ja, od samega začetka plačne reforme je jasno in znano vsem, s tem se strinjajo vsi sindikati in tudi vlada, da ste novinarji RTV Slovenija podcenjeni v primerjavi z drugimi zaposlenimi v javnem sektorju, denimo v primerjavi z učitelji. S tem aneksom se to odpravlja, seveda ne čez noč, ampak v 4 povišanjih do marca 2010. S katerim sindikatom pa pričakujete, da ne boste podpisali do konca maja? Zdaj tako, ta trenutek so kritična pogajanja v šolstvu, kjer se bo v roku enega tedna po mojem izkristaliziralo. Menim, da to, kar je sedaj na mizi, bi moralo biti za šolske sindikate absolutno sprejemljivo, ker pravzaprav utrjuje tisto, kar so si šolski sindikati že izborili leta 2002 z aneksom in daje še nekaj dodatnega visokemu šolstvu. Tako da to bi za njih moralo biti sprejemljivo. Drugo področje, kjer se pogajanja zaključuje, je kultura. Menim, da bi bilo skoraj znanstvena fantastika, če kultura ne bi podpisala do konca meseca. Tretje področje, ki je zelo zahtevno, je pa zdravstvena dejavnost. Treba je vedeti, da je bila parafirana kolektivna pogodba za zdravstveno nego, torej za medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike, za zdravnike. Zdaj je pa seveda tu še preostali del zdravstvenega osebja in ta pogajanja tečejo. So pa zahtevna, ker gre za ogromno število zelo različnih, raznolikih delovnih mest in so pogajanja tudi strokovno zelo zahtevna. Ampak jaz računam, da se bo do konca meseca končala, ni videti kakšnih večjih zapletov. No, plačni sistem bo popravil krivice oziroma današnje nesorazmerja. Ponekod bodo tako plače višje, tudi do 30%. Mislim, da kultura, ali lahko malo več podatkov, za koliko se bodo kakšne dejavnosti povprečju povečale plače. Torej, celoten dvig plače v javnem sektorju do konca leta 2010 v teh 4 obrokih bo skupaj približno 13%, vendar je treba poudariti, da se je ta denar zbiral že od leta 2002, ko so bili plače v javnem sektorju zamrznjene. Torej, to je nekaj, kar javnim uslužbencem pripada. Ti dvigi so gotovo največji v kulturi in v zdravstveni negi, kjer gre za približno 20% dvige v povprečju. 17% približno je dvig pri novinarjih RTV Slovenija, nekaj podobnega bo tudi v socialnem varstvu, to so pa tudi najbolj podcenjene dejavnosti danes. Hvala lepa. Ste zadovoljni? Smo.